lepo potniško obarvan pozdrav od Jasne iz El Salvadorja. In od Manje iz Slovenije, kamor se natančno čez en teden po enem letu ponovno vračamo, tako da komaj čakamo. Je pa ta najin duet, Manja, danes, ne vem, če veš, že 5. v seriji popotniških podoživetij z naslovom Osvoji svet s Triglavom, tako da dobrodošli in hvala, Manja, da si spet z mano. Greva počasi na pot. Hvala tudi tebi in vidim, da si danes res tako popotniško obarvana. Tako da se veselim, da nas spet popelješ v lepe tople kraje. Upam, da bodo topli, no. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali, vsi, ki ste nekoč radi potovali in vsi tisti, ki se še odločate, ali so potovanja res prava stvar za vas, ter tisti, ki morda že varčujete za svoje prvo veliko potovanje, naj vam ponovno povem, da sama spadam med tiste, ki ne potujemo prav veliko, torej bolj za pečkarje, medtem ko je Jasna moje popolno nasprotje in strastna popotnica. Prepotovala je več kot 100 držav, zadnjih 13 let z otroki, prej pa sama, s partnerjem, prijatelji in tako naprej. Njena potovanja so vedno pripravljena v lastni režiji, se pravi, da se sama loti vsega načrtovanja, z nami pa vedno rada deli zanimiva doživetja ter zelo koristne in praktične informacije in nasvete in pa tudi neke skrite recepte, kako lahko kakšne skrite kotičke in luštne destinacije obiščemo z majhnimi otroki, varčno, varno in celo z velikim številom otrok, saj redno potujejo vsaj s 3, pogosto pa z vsemi 5. Mislim, da so njihove popotniške zgodbe prav posebne zaradi tega, ker povedo vse brez dlake na jeziku, ker ne potujejo luksuzno in predvsem, ker gredo pogosto v kraje, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga. Se pravi, malo bolj divje, odmaknjene in turistično malo manj oblegane kotičke. Torej, danes se z Jasno druživa že 5. v najini seriji potepov Osvoji svet s Triglavom. In Jasna, za nama je potepanje po rajskih Sejšelih, po tvoji najljubši Avstraliji, po zeleni in krasni Novi Zelandiji ter po Dominikanski republiki. Kam pa potujeva danes? Lep uvod, Manja. Najprej, da pokomentiram moj outfit danes. Prav razmišljala sem zjutraj, zakaj bi se oblekla tako elegantno, poslovno, če pa v bistvu potujeva, tako da sem se danes dala v outfit, ki sem ga pogosto nosila ravno na destinaciji, kamor greva danes. Tako da po mojem z outfita že lahko malo razberemo, kam gremo. Skratka, danes ne morem reči, da potujeva čisto v neturističen del sveta. Potujeva pa nekam, kjer je malo bolj nenavadno, malo bolj divjo. Tako da lahko bi rekla, da 15 let nazaj, ko sem bila v tej isti državi prvič, je bila še res zelo neturistična. Zdaj pa vidim, da se na meniju slovenskih turističnih agencij vedno bolj pogosto pojavlja, tako da jo turisti že zelo dobro obiskujejo. No, moram reči, da je prav to potovanje, prav ta destinacija ostala našim otrokom res v najbolj tesnem spominu, najbolj globokem, ker je imela eno posebno globoko noto. V glavnem, mi smo pa prepotovali kar res velik del Afrike, in sicer leta 2021, oktobra 2021, slaba 4 leta nazaj. Namreč naredili smo taki krog čez čisto celo Južno Afriko, čez čisto celo Namibijo, Botsvano in pa se dotaknili tudi Zambije in pa Zimbabveja. Tako da res veliko, je pa tako velika destinacija, to, kar sem omenila, da ni šans, da to predstaviva Manja danes vse. Zato bomo dali fokus danes samo na Južnoafriško republiko, ki je po mojem tudi najbolj razvita, mislim, zagotovo je taka Švica v Afriki. In bomo prepotovali torej skupaj to. Ok, v Afriki pa še nismo bili in ti si je prepotovala v bistvu kar nekaj. Koliko držav Afrike natančno? V bistvu niti ne tako veliko, zato ker, čakaj, da na hitro preštejem, v Afriki sem obdelala vse skupaj 12 držav, ima jih pa Afrika 54, se pravi, to je cirka 22%, tako da še niti ne tretjina. Imam pa Afriko res v planu v naslednjih letih. Pač razlog, da je nismo prepotovali toliko, je pač zelo logičen. Potrebna so cepljenja, jemanje antimalarikov, marsikje, potem z dojenčki, pa tudi z malčki, pa tudi noseč, seveda ne moreš skozi vsa cepljenja in jemanje antimalarikov, tako da to je razlog, pa tudi zelo je draga, Afrika ni poceni. In pa ima res velike razdalje, tako da potrebuješ veliko časa, zraven tega je marsikje nevarna, tako v smislu kriminala kot političnih nemirov, pa tudi sam živalski svet zna biti kar izziv.
tako da je v planu, zdaj smo že veliki in izurjeni popotniki, tako da Afrika še sledi. Ne dvomim, da vas bomo videli tudi še v Afriki, ampak kam bi pa recimo najraje šla na afriškem kontinentu? Zagotovo najprej na Madagaskar, potem Uganda, Ruanda, pa Gana, Kamerun in pa Etiopija. To so nekako te, ki bi jih rada obiskala najprej. Ok, no, ko ste se vi pripravljali na vaše res veliko potovanje po Afriki, sem bila ob tebi, celo pakirati sem ti pomagala, to je bilo ravno sočasno z nastankom bloga Too Many for Granny in skoraj ne prav se mi zdi, da ne bi na kratko povedala tudi, kako globoko in posebno ter veliko večje od samo potovanja je bilo to vaše popotovanje ali pa kako naj rečem, kakšen namen je imelo to potovanje. A lahko na kratko, ker če ne boš ti, potem bom morala jaz kako besedo spregovoriti o tem. Ja, upam, da ne dobim solznih oči, ker to je imelo res nek zelo globok pomen. Namreč malo uvoda, moja babica Tončka, ki danes šteje 86 let in me je ogromno čuvala, ko sem bila majhna deklica, je iz zelo revne družine in velikokrat, neštetokrat sem poslušala njene zgodbe, kako so si greli noge, kako so bili lačni in tako naprej, ampak vedno je zraven vključila tudi neko tako humano, srčno, dobrodelno noto in tudi kasneje, ko smo se sprehajale po Mariboru, se spomnim, da je, čeprav z ne debele denarnice, ampak vedno je potegnila ven denar za berače, za Rome v Mariboru, skratka, vedno je pomagala. Pa še kasneje smo naredili nekaj manjših akcij pomoči drugim. Tako da jaz mislim, da je ta neka želja po pomoči drugim v meni tlela že iz otroštva. In ko je zaživel ravno ta blog Too Many for Granny, sem nekako dobila idejo, ker se je ravno bližala Afrika, da bi v bistvu povabila ljudi, ker sem v bistvu dobila mikrofon ali pa podaljšano roko do ljudi in sem v bistvu jih povabila, da skupaj zberemo sredstva za revne v Afriki, ker pa sem želela, da je to vse transparentno, da je pravilno vodeno, brez kakšnega dvoma, očitkov in tako naprej, sem v to vključila tudi humanitarno organizacijo. Ta pa me je povezala s sestro Fani v Bocvani, Slovenko, Nuno, ki živi v Bocvani. In v bistvu preko nje smo potem zbrana sredstva spravili do realizacije. Se pravi, zgradili smo 5 zavetišč za revne, ki so dobili prvič svoj dom. In pa s pomočjo slovenskih in tujih podjetij sem z mojo aktivnostjo in prodornostjo zbrala 2 toni dobrin. In potem smo na lastne stroške to uredili vso birokracijo izvoza in uvoza in prepeljali letalsko te 2 toni surovin oziroma dobrin v Johannesburg, od tam pa potem z tovornjakom v Bocvano, kjer smo to robo v bistvu res z svojimi rokami razdelili, videli, komu dajemo, in pa tudi mi smo osebno predali teh 5 ključev v 5 zavetišč in v bistvu naredili dom kar lepemu številu ljudi in res je to pač nekaj posebnega, bilo je ogromno truda, pol leta dela, ampak javnost se je dobro odzvala, midva sva pridala nek svoj velik košček in mislim, da smo več kot 100 ljudem, mislim, da 108 natančno pač polepšali življenje, pa marsikomu nekaj trenutkov s vsemi tistimi materialnimi dobrinami. Ja, ta projekt je bil res wow in vem, koliko je bilo truda vloženega v vse, sem bila res zraven in zelo dobro se ga spomnim še danes. Ampak tudi to še ni vse, ne? Ni samo ta velika humanitarna akcija izgradnja zavetišč in razdelitev vseh teh stvari, ki ste jih prepeljali, ni samo Bocvana in Južnoafriška republika. Zgodba je še širša, če se prav spomnim. Ja, v bistvu je šlo za res eno tako, pač z mojega gledišča, z majhnimi otroci, s 5, takrat je Jaša je bil star ravno 3 leta, Gaja 5, Mija 6, Jure 10 in Živa 14, se pravi s 5 otroki na takšno pot je bil kar zalogaj, dobro sva se mogla pripraviti in sva res v detajle načrtovala, potovanje pa je bilo izjemno zahtevno z drugega vidika. Mi smo šli takoj po koroni. In birokratsko je bilo izjemno zapleteno, birokracija, prevodi, papiri, testiranje na vsakem vstopu in ponovno pri izstopu iz vsake države. Za tako maso ljudi je bil pač finančni zalogaj in pa res veliko dokumentacije. Imela sem s sabo
celo škatlo papirjev zaradi tega. Pač posebno je bilo pa zato, ker smo res naredili 15.000 km. Vozil je samo Miha, celih 15.000 km, se pravi čisto cela Južna Afrika, cela Namibija in potem čez celo Bocvano. Res pač ogromno, potem pa še malo Zambije in Zimbabveja na koncu in nazaj krog v bistvu Johannesburg, kar je pač ogromno. Celi jug Zambije in pa zahodni del Zimbabveja in vrnitev spet nazaj v začetno točko. Tako da 15.000 km s tem avtomobilom, šlo je v bistvu za Nissan Patrol, to je takšen puščavski džip, ogromen, ki ima zadaj veliko shrambo za hrano, vodo, mize, stole, pač vso robo. Zgoraj na strehi ima pa dva ogromna šotora za mehko blazino, ki se zvečer postavita in v vsaki levem in desnem lahko spijo nekako komot 3 ljudje. In je bilo to res posebno doživetje, če dodaš k temu še, da je bila zraven še ta humanitarna nota. Tako da mislim, da kar najbolj zahtevno potovanje, definitivno zdaleč največ pripravljeno. Ja, to sem se hotela s tabo spomniti oziroma slišati, da zvejo tudi naši gledalci. Noro, res noro in pogumno. Sploh s toliko majhnimi, tako majhnimi otroki še takrat v bistvu daleč od bolnic. Ja, res, Manja, ampak tukaj pa me zelo zanima tvoje mnenje. Nikoli mi še nisi povedala, kakšne so bile pa tvoje misli tik pred našim odhodom, glede na to, da si mi res pomagala. Torej, s 5 otroki na tako pot si mislila, norca stara, kam vlečeta otroke, ali wow, kako so pogumni, ali joj, upam, da preživijo, ali mogoče, wow, to bi pa jaz odšla. Mislim, tako bom rekla, mislim, da smo se do tistega leta že tako dolgo poznali, da me v bistvu ni presenetilo, da sta se prav vidva odločila za eno tako pot. Tako da jaz sem vedela, da boste vi to speljali tako treba. Dobro, super. Ok, zdaj pa, če preskočiva iz tega uvoda, uvod smo zdaj slišali, da ste malo, pač, se ne vem, kako ne rečem. Ne, nič slabega, hecam se. Ampak da imate res veliko srce, da ste pustili trajni pečat v Afriki in tudi vse pohvale še enkrat, zdaj pa mislim, da je čas, da greva tudi mi dve dejansko na pot. Torej, v Južnoafriško republiko se odpravljava danes. Morda narediš en kratek uvod, kako je potekala sama pot iz Slovenije do cilja s 5 otroki. Vemo, da tam nisi bila prvič, a dajva vseeno fokus na to zadnje potovanje pred slabimi 4 leti. Kaj praviš? Ja, seveda, dajmo se skoncentrirati na to zadnjo, najbolj sveže potovanje. Pač sama pot je res enostavna. Pač iz Domžal smo se z našim kombijem odpeljali v Benetke, nato je sledil 2-urni let do Londona, tam smo imeli ravno prav 3-urni postanek, ravno za kosilo, nato pa je sledil 11-urni let do Johannesburga. Letalo je bilo po koroni v bistvu na 3/4 prazno, tako da je čisto vsak od nas imel po 4 sedeže in smo se komot ulegli, prespali v bistvu celo noč in na cilj smo prišli čisto sveži in spočiti. No, ker pa je ta destinacija točno navpično pod Slovenijo, tudi ni časovne razlike in to je res super, ker prideš tja čisto spočiti in imaš pa jet laga. Otroci kot vedno so prespali, se zabavali s svojimi risankami, filmi in tako naprej, tako da so že takrat bili enostavni popotniki. No, ko smo prispeli, so nas počakali vsi tisti številni kovčki, potovalne stvari, humanitarna oprema in tako naprej. Prevzeli smo najprej še ne tistega Nissana Patrola. Bom kasneje razložila, zakaj, ampak prevzeli smo navaden kombi oziroma enoprostorc. Zelo velik, ampak ne še tisti prav puščavski džip, navaden avto za normalne ceste. In smo se odpeljali cirka dobro uro stran do moje prijateljice Fione v Pretoriju. In tam nekako je bil začetek. Ok, to se zdaj sliši točno tako, da ste pač malo skočili na Ptuj. Ampak kaj pa za obisk Južnoafriške republike potrebuje slovenski turist, mislim predvsem glede dokumentov. Pustva zdaj, da je bilo takrat po koroni, ampak zdaj recimo. Takrat vem, da si imela celo škatlo dokumentacije s sabo. Zakaj? Takrat je bilo res komplicirano. Pač vsaka država je želela videti en kup potrdil, se pravi, da si cepljen proti koroni. Preverjali so te druge države tudi rumeno mrzlico in pa želeli so te testirati. Pri vsakem vstopu, pri vsakem izstopu, nekatere države tudi na nekaj dni in tako naprej. In to je seveda
trajalo, potem da so oni počakali na rezultat, da so nam dali potrdilo, da smo mi vse to plačali. Tako da birokratsko je bilo zahtevno 90% zaradi korone. Nekaj pa je dodalo tudi to, da smo vseeno šli čez 1, 2, 3, 4, 5 držav in se še enkrat vrnili v prvo, se pravi, v bistvu 6-krat prestopili meje in to je torej razlog. Drugače pa danes, se pravi normalno danes, če potuješ samo v Južnoafriško republiko, zadeva sploh ni niti malo kompleksna. Torej, slovenski državljani potrebujemo turistični vizum za vstop v Južno Afriko. To se zelo enostavno uredi na veleposlaništvu na Dunaju. 15 let nazaj, 13 let nazaj, ko sem bila v Južni Afriki, sem se morala na Dunaju odpeljati osebno. Danes pa osebna prisotnost ob podaji vloge za vizum ni več potrebna. Potrebuješ simpel potni list, 2 fotografiji za potni list, izpolnjeno vizumsko vlogo, to DH84, povratno letalsko karto, pač potrdilo, da si vplačal vizo, ki stane 33 evrov na osebo. In to vse skupaj lahko slovenski državljani pošljemo na veleposlaništvo na Dunaj z bilo katero kurirsko službo, pač DHL ali nekaj od tega. Potem pa traja dober teden, okrog 10 dni, da ti to vizo dodelijo in kurir ti potem tisto nalepko v potnem listu, torej vizo, dostavi na tvoj dom nazaj. In s to vizo lahko Slovenci potujemo po Južni Afriki do 90 dni. Pomembno je samo še to, da je potni list kot vedno, ko potuješ in rabiš vizo, veljavn še vsaj 30 dni po vrnitvi iz Južne Afrike in da vsebuje vsaj 3 prazne strani. To je pač njihov pogoj. Mogoče je en malo zoprn moment ta, da so zelo pozorni na finančno sposobnost za potovanje, ker moraš zraven priložiti tudi v angleščino prevedene bančne izpiske zadnjih 3 mesecev tvojih prilivov, torej gledajo prilive, odlivi jih ne zanimajo. In pač moraš pokazati, da imaš dovolj prilivov in sredstev, da bo tvoja družina, oziroma koliko vas gre, lahko potovala to celo pot. Želijo videti, da ne boš nekje obtičal, ker ti bo zmanjkalo financ. In pa še potrebuješ dokazilo o namestitvi za vsaj prve 3 dni. V našem primeru smo priložili pismo gostiteljev, se pravi garancijsko pismo moje prijateljice Fione iz Pretorije, kar je zadoščalo. Drugače pa 2-3 dni rezervacije hotela, guest housea, karkoli si vplačal kot tvoje prve nočitve, moraš še dodati zraven. Zgleda dosti, ampak to je mogoče pol ure dela. Bančne izpiske lahko prevedeš sam, ne rabijo biti notarsko overjeni ali pa prevedeni uradno, tako da vse skupaj pol ure in si pripravljen, da to pošlješ na Dunaj. Glede na to, da si rekla, da zahtevajo pač izpise bančne, pa da imaš redne prihodke, potem lahko ima en študent kar težavo s tem. Ja, ampak iskreno sem bila v Južni Afriki že prej, tudi kot študentka, in moram reči, da so bili takrat seveda moji prihodki bistveno nižji. In mislim, da to upoštevajo, da razumejo, da če si študent, imaš drugi stil potovanja, nisi odgovoren še za nekaj otrok zraven, ki hitreje se kaj zgodi, zbolijo in tak. In potem mislim, da so tudi bolj, bolj mehki, da študent pa potrebuje seveda bistveno manj. Ampak vseeno mora pokazati, da se bo pokril čez celo to pot. Ja, verjetno res potem to tudi razumejo. Kaj pa cepljenja pa antimalariki? Potniki, ki v Južnoafriško republiko vstopijo iz države, v kateri je rumena mrzlica endemična, recimo Zambija ali pa Zimbabve. Se pravi, ker smo se mi vrnili v Južno Afriko iz Zambije in Zimbabveja, kjer je rumena mrzlica prisotna, smo vedeli, da bomo za povratek potrebovali potrdilo za rumeno mrzlico, ampak zgolj iz razloga, ker smo delali krog in prečkali vmes države in se ponovno vrnili v Južnoafriško republiko iz teh endemičnih področij, smo seveda potrebovali tudi potrdilo o cepljenju za rumeno mrzlico. Tako da to, drugače pa Južna Afrika kot takšna je v bistvu po mojem edina država, razen čistega severa Egipta in tega predela, kjer v bistvu ne potrebuješ prav dobenih cepljenj in tudi ne rabiš imati antimalariko. Tako da nič od tega ni potrebno in nič od tega ni obvezno. Ne potrebuješ.
Ampak vi verjetno v vsakem primeru večino cepljen, glede na to, da toliko potujete, itak imate, ne? Ja, pač res smo veliko na poti, tako da mi imamo vsa ta, rečimo, osnovna cepljenja. Nekatera so doživljenjska, nekatera moramo vsakih nekaj let obnavljati. Se pravi, imamo hepatitis A in hepatitis B, kar je po mojem v redu, ne glede kam greš. Potem imamo cepljenje proti steklini, tetanusu, trebušnemu tifusu, rumeni mrzlici in pa vedno obnavljamo tale pač cepljenje proti klopu oziroma klopnemu meningitisu. Tako da vse. Smo pa imeli antimalarike tudi s seboj, pač ne zaradi Južne Afrike, ampak zaradi ostalih držav, kamor smo potem pot nadaljevali, ampak jih nismo vzeli, ni bilo veliko komarjev. In pač vedno se probamo izogibati, nima fajn stranskih učinkov. Tako da otroci, kljub temu, da smo bili že marsikje, še niso prejeli antimalarikov. Mi dva že velikokrat, predvsem jaz v Amazoniji, pa Brazilija ta del, ampak vseeno zanemarljivo malo, glede na to, koliko potujemo. Pač antimalariki so bili za nas izjemno pomembni za sever Bocvane, pa pri prestopu meje z Angolo, ker tam je bilo pač rumeno opozorilo za komarje, ampak zdaj smo imeli srečo, ni bilo tiste dni dežja in se komarji pač v bistvu sploh niso pojavili. Razumem. Rekla si, da ti je od vseh teh dežel najlepša in najbolj posebna prav Južnoafriška republika. Praviš, da ti je celo na drugem mestu najljubših držav in sicer takoj za Avstralijo. Res me zanima, zakaj in pa kaj je sploh primerno obiskati v oziroma kdaj je sploh primerno obiskati Južnoafriško republiko, v katerem mesecu, v katerem delu leta? Res mi je, po mojem, kar med prvimi 3 najljubšimi državami. Zakaj točno, bom probala odgovoriti mogoče kasneje, ko ti povem, kaj smo vse videli, pa tudi malo čez fotografije in videe, ki jih bom dodala. Najprej bi mogoče povedala, zakaj oziroma v katerem delu je ta del sveta najbolj zanimiv. Pač najbolj zanimiv mesec ali pa meseci za obisk so ravno v času, ko je pri nas v Sloveniji poletje. Se pravi, med majem in septembrom, pa tudi oktober in november sta še zelo idealna. To obdobje spada pač v sušno sezono, ko so temperature nižje, se pravi, tudi ne trpiš tako za vročino. Divje živali pa se zbirajo okrog teh vodnih virov in jih je lažje opazovati. In z vidika slovenskih šolskih počitnic je pač to krasen čas, ko si lahko recimo starši z otroki vzamejo več dni brez manjkanja v šoli. Tako da idealno je ravno v slovenskem poletju in v zgodnji slovenski jeseni. Okay, da boš videla, kako sem se dobro pripravila na današnji pogovor. Namreč zdaj vem, da je Južna Afrika kar 60-krat večja od Slovenije in ima dobrih 64 milijonov prebivalcev. No, kako pa naj zdaj popotnik, ki še ni bil tam, naredi nek plan, kje začeti, kaj pogledati, kje prespati, kako potovati glede na razsežnost tega potovanja in kakšna je bila sploh vaša pot? Dobro si se pripravila, Manja, pohvale. Res je, Južnoafriška republika ogromna, ima veliko ljudi, gre za res neprimerljivo večjo državo, kot je Slovenija. Ampak konkretno pri Južni Afriki to sploh nima nobene veze pri načrtovanju. Pač zadaj je neka logika, ki čisto pije vodo in je odločitev, kam iti, kam ne, kje začeti in kje končati, pač res sila enostavna. Torej, večina letov iz Evrope leti najugodneje v Johannesburg ali pa v Cape Town. Decid. Torej, odločiti se moraš, ali boš potoval iz Cape Towna desno proti Johannesburgu ali pa obratno. To je prva odločitev, ki je v bistvu čisto vseeno, kako se odločiš. Obstaja še ena daljša možnost, se pravi krožna, če imaš malo več časa, se pravi, da začneš v enem od teh 2 mest, recimo v Johannesburgu, greš skozi Cape Town in se vrneš do Johannesburga, se pravi, narediš krog. Lahko se vrneš skozi Springbok pri meji z Namibijo ali pa v notranjost nazaj proti Johannesburgu zaviješ že malo prej pri Bloemfontein, čez to čudovito mesto vrtnic in prideš tako na izhodiščno točko spet nazaj. Torej, kje začeti in kje končati je simpel, čisto vseeno. Ali greš tja, jaz pogledam, kje so pač karte cenejše za pristat. Potem pa je odvisno samo, koliko dni imaš. Če imaš recimo 3 tedne, lahko vidiš popolnoma vse, kar je v Južni Afriki pomembnega za videti. Najprej se iz Johannesburga, mogoče to pokažem na karti, najprej se iz Johannesburga zakadiš v ta severovzhodni del,
kot da bi šel iz Maribora v Prekmurje. Se pravi, ta del, ki ga zdaj kažem, je v bistvu Kruger National Park. In to je najbolj obiskan, najbolj oblegan nacionalni park za opazovanje divjih živali. Ko to narediš, imaš pa sila preprosto pot. Vse, kar je za videti, je zgoščeno ob obalni cesti. Se pravi, vse je v obalni cesti, ali greš z te strani sem, ali greš pa z te strani sem, je popolnoma vseeno. Nekako v tem predelu je vse tisto, kar je vredno ogleda. Tako da je po mojem načrtovanju tukaj sila enostavno. Gre pa za vse skupaj 2000 km, slabih 2000 km po tej glavni obalni cesti, ki je sila kvalitetna avtocesta, široka, večpasovnica, dobro označena. Povsod so ograje levo in desno, da živali ne morejo skakati na cesto, kar je izjemno velik problem v afriških državah. Tako da sila enostavno in pol se samo odločiš. V tem mestu prebereš, kaj želiš kje videti. Vidiš, da v tem mestu rabiš več dni, 2-3, ker je več za videti. To mesto bo samo za prespat, ker nadaljuješ naprej. In rečeš, vozil bom na dan 300 ali pa 200 km, ta dan ne bom vozil nič, pa bom drugi dan 600 in v bistvu zložiš tako pot v par urah. Res je enostavna, ker ni razpršeno, da bi mogel ti cikcakati in full vogale delati, zelo enostavna. Tako da to je to, menim, da je pač narava, ko si me vprašala, s kakim sredstvom potovati, narava je tako spektakularna, toliko je živali na poti, toliko je za videti, da iz mojega stališča pride v poštev samo potovanje z avtom ali pa kombijem, kjer pač lahko ves čas gledaš, opazuješ in se ustavljaš. Tako da to je zelo enostavno je načrtovati samo Južno Afriko. Ampak ti si rekel, da ste vi šli najprej v Pretorijo iz Johannesburga. Zakaj? Ja, dobro poslušaš. Res je, imeli smo v bistvu 3 razloge, da smo šli najprej v Pretorijo. Prvi je pač ta, da imam tam prijateljico Fiono, ki je domačinka. Ona me je že večkrat obiskala, jaz sem jo že obiskala in pač sem jo hotela ponovno videti. Drugi razlog je bil, da določenih stvari zaradi teže in velikosti nismo mogli nesti s seboj. Se pravi, odeje, blazine za bolj udobno spanje v avtomobilu, spalke za vse, lopate, solzivec, nož, neko opremo dodatno za kempiranje in tako naprej. In je ona vse to nabavila tam, pač lokalno, in smo šli to prevzeti. Tretji razlog pa je bil iskreno, da sem si želela, da v bistvu otroci vidijo oba ekstrema. Hudo bolano bogastvo in hudo revščino. Pa ne zato, da bi to videli kot nek pojem, ampak da bi doživeli ta dva popolnoma drugačna svetova, enega, ki živi v zlati kletki in drugega, ki živi v prostrani svobodi, a lačen. In tukaj so res videli oboje. Okay, kar zanaša me nekako v podrobnosti, daj povej mi tako na kratko, recimo, kako pa recimo živi tak bogat sloj v Južnoafriški republiki, obdan je z revnimi, tudi s kriminalom verjetno, ker to si mi omenila, ko ste se vrnili. Ja, torej, mi govorimo o bogatih lokalcih, ki tega niso podedovali, vsaj ne v večji meri. Torej, govorimo o tistih pridnih, bogatih lokalcih, jaz pač poznam samo take. Torej, po večini imajo ti ljudje ogromne vile z bazeni, zunanjimi, notranjimi, vse z električnimi ograjami, znotraj varovanega naselja, kjer potem pred vsakimi vrati stoji še oborožen varnostnik. Moram reči, da je ta prisotnost oboroženih varnostnikov še višja, kot je recimo tukaj v El Salvadorju. Potem, kar je tipično, na domu imajo 3 do 12 pomočnikov, delavcev, ki skrbijo za vse. Za otroke, kuhajo, čistijo, vrtnarijo, skrbijo za te ogromne vrtove, skrbijo za bazen. Pri Fioni konkretno skrbijo še za konje. Delodajalci so ponavadi belopolti, delavci so skoraj vedno temnopolti, ker pač v Južni Afriki temnopolti z naskokom prevladujejo. No, jaz Fiono poznam že res dosti let in moram reči, da s svojimi ljudmi ravna izredno lepo in spoštljivo. Čuti se ta lep odnos, viden je, opazen, tudi oni delujejo zadovoljni. Namreč plača, ki jih ti ljudje od njih prejmejo, je za njih
ključen vir preživetja za številčne družine, ker ponavadi dela samo en ali pa dva v družini in preživljajo potem ostalih 15. In pa to bi rada poudarila, da včasih kdo reče, da je moj tempo hiter, ampak če bi videli pa njihov tempo, konkretno teh naših prijateljev, pol bi pa videli, kaj pomeni res garanje, namreč ali pa kaj je tudi prednost tega, da je Slovenija majhna, da se do službe pelješ samo 1 uro ali pa do 2 uri, tam pa tudi do 4. Ne? Se pravi, Fiona se je profesionalno ukvarjala s tekmovalnimi konji, preskakovanjem parkurja in tako naprej, tako ona vsako jutro ob 4 najprej vstane in sledi 3-urni trening, jahanje, prejaha več konjev, ob 9 je v službi. Ima zelo zahtevno službo, sem rekla zdravnica, enako mož, domov se vrne zaradi razdalje, vožnje sem in tja ob 7-8 zvečer. Tu imamo Slovenci res srečo, ker ne razumemo, da je 2-3 ure v Sloveniji vožnje skoraj ne obstaja, pa prometni zastoji so zanemarljivi proti zastojom tam. Tako da zelo, zelo delovno, res zelo delovno. Vikendi so za družino, ponavadi se dobijo sorodniki, vedno ob kozarcu vina, ki je tam ful dobro, in pa ob ogromnih količinah mesa. Ogromno je sušenega mesa, kar je tam tradicionalno. Pa opazila sem še, da kljub temu, da so si ti, rečemo, pomočniki, služabniki izjemno blizu z otroki, jih nikoli ne vidijo nage oziroma v kopalkah, vedno so nekako zakriti, ni to v kulturi, da si zelo razgaljen. Tudi na počitnice teh svojih pomočnikov ne jemljejo. Tako da, kaj ne rečem, živijo v električni ograji, v res zlati kletki, večinoma imajo avtomobilska okna, ta neprebojna stekla. Tako da je bolj napeto. Recimo naši živi so takoj, ko smo pristali, samo stopili smo z letala in šli na prvi WC, jaz sem šla z njo in je na poličko zraven WC-ja odložila telefon. Sekunda se je obrnila in telefona več ni bilo. In ko smo potem takoj pri Fioni Find My iPhone iskali, smo videli, v katerem naselju se telefon nahaja in je recimo Fiona rekla, pozabi, z tega naselja ven ne prideš živ, čeprav je samo 1 uro od mojega doma in tudi policija v to naselje za en telefon nikakor ne bo šla. Tako da res veliko nasprotje te revščine, bogatstva in pa res kriminal se v Južni Afriki vedno je bil prisoten, zdaj se pa še povečuje. Tako da zanimivo videti ta ekstrem. Lepo smo se naklepetali, naužili lokalne hrane, spakirali vso opremo za res nadaljevanje potem poti in se potem čez par dni res odpravili. Okay. Zdaj nam pa sam nanizaj nekaj pomembnih dejstev o deželi in potem greva na kraje, doživetja. Kaj svetuješ, da si popotnik vse točno pogleda? Južnoafriška republika je najbolj južna država na afriški celini. Jaz bi opisala kot Švica med ostalimi. Ima 9 provinc, na jugu meji na skoraj 3000 km dolgo obalo, cela ta obala, 2800 nekaj. Ta se razteza ob Atlantskem oceanu, pa tudi ob Indijskem, kar je zelo zanimivo. Na severu meji na Namibijo, Botsvano, Zimbabve, na vzhodu in severovzhodu pa na Mozambik in Eswatini. Medtem ko je v celoti obkroža tole majhno, lepo lušno državico Lesoto, ki pa leži znotraj Južnoafriške republike kot nek otoček znotraj države. Kot si že rekla, je približno za 60 Slovenij velika, ima cirka 64 milijonov prebivalcev. Kar je zanimivo, je, da ima 3 prestolnice, kar je edinstveno na svetu, namreč Pretoria je upravno središče, Cape Town velja za zakonodajno prestolnico, pa tam je tudi sedež parlamenta, medtem ko Bloemfontein pa velja za sodno prestolnico. Tako da odvisno, kaj rabiš, ali se pelješ. Največje, daleč najbolj poseljeno, pa tudi daleč najbolj nevarno mesto je Johannesburg, kjer jaz priporočam, da se vseeno popotniki ne zadržujete preveč, če ni nujno. Tudi Cape Town ima svoje zelo neprijetne predele, smo naleteli na tako situacijo pri menjavi tega našega avtomobila za tisti džip. Smo se kar hitro spokali od tam, ko smo bili.
Tako da to, drugače pa še je ogromno mesto Durban, tako da nekako 3 velika mesta. Mogoče še to, da ima veliko uradnih jezikov Južnoafriška republika, mislim, da jih je vse skupaj 11, zraven uradne angleščine in afrikaans, kar je tudi najbolj govoreč jezik, recimo Fiona se doma z otroci pogovarja afrikaans. Zraven tega je potem še cela četica teh ostalih jezikov, ki pa jih niti ne znam našteti. Razlog za to številčnost je pač čisto zgodovinski in pač pridih indijskega, angleškega, nizozemskega kolonialnega vpliva preteklosti. In vem, da je ta Južnoafriška republika druga najbolj številčna država po jezikih na celem svetu za Indijo. To potem čuti se izgovora tega jezika afrikaans, da so se tja najprej priselili Nizozemci pa pol Britanci, pač pridih teh 2 jezikov čutiš. Potem vemo pač, da je Afriko prepletala dolga nadvlada apartheida, kar jo pač deli po rasni osnovi in šele žalostno 1994 so bile prve večrasne volitve, kar je torej dobesedno nedavno. Tako da na oblasti je pa od takrat v bistvu Afriški narodni kongres, se pravi nadzor države je zdaj večinoma v rokah temnopolte večine, medtem ko so belci bolj, bolj poslovneži, biznismeni in tako naprej. 90% je, ali pa še več, je krščanske vere. Kar se mi pa zdi zanimivo je pa to, da je to ena najbogatejših, če ne kar prva najbolj bogata država po raznovrstnosti živali in rastlin na celem svetu. Več kot 100.000 vrst jih je, res lahko vidiš leoparde, leve, slone, nosoroge, pingvine, morske pse, noje, zebre, žirafe, antilope, delfine, res neverjetno in to je tudi razlog, zakaj se tja gre, med drugim. Drugače pa država zelo lepo deluje, pestijo samo kriminal pa pomanjkanje vode, kar je huda težava, zato ker je zelo malo rek pa teh naravnih jezer, podnebje je pa ful suho pa subtropsko in ima zelo dolga sušna obdobja. Tako da to so edini minusi, drugače pa vidim samo lepoto in same pluse. Wow. A bi lahko recimo kar tak z rokava potegnila 3 zanimivosti, nekaj, kar ti je najbolj ostalo v spominu od teh nenavadnih dejstev recimo? Da sta 2 Nobelova nagrajenca bila doma iz iste ulice, pač Nelson Mandela, valjda pa Desmond Tutu. To je zanimivo, 2 Nobelova nagrajenca sta bila soseda. Po mojem sta se pomagala med sabo, zato jim je uspelo. Potem, da je na celem svetu, na celem svetu, 197-198 držav imamo zdaj, je Južnoafriška republika največji proizvajalec sadja na celem svetu. Potem več kot 95%, kar pomeni vse, svetovne platine, torej kovine, surovine, platine izhaja iz tam in pa več kot 40% vsega zlata na svetu, ki ga obstaja, je iz Južne Afrike, se pravi skoraj pol. A ja pa mogoče še to, vem, da sem prebrala nedavno, da si lahko misliš v Južnoafriški republiki, ko mislimo, to je nekaj nerazvitega, že leta 1967 naredili čisto prvo transplantacijo srca na celem svetu. Tako da to se zdaj tako na hitro spomnim kot mogoče malo neke posebnosti. Wow, kdo bi si mislil. Zdaj pa greva na to, kaj sploh videti, kaj ste si vi pogledali in kaj si lahko pogleda en popotnik. Veliko podrobnosti bom kar spustila in bom šla samo res na tista bistva. Se pravi, večina popotnikov ali pa če boš bral, kaj ti Google ali kdorkoli TripAdvisor priporoča, bojo te vsi najprej napodili v Kruger National Park. Se pravi, ta del, tukaj je meja, to je zdaj ta Južna Afrika. In kot sem rekla, če je tu Johannesburg pa Pretoria, kjer ponovadi pristaneš, je ta od Maribor, je tukaj prek Murja, Murska Sobota, se pravi severovzhodno od Pretorija in Johannesburga je Kruger National Park. To je pač največji pa najbolj promoviran park za opazovanje teh živali v naravi. Jaz sem tam bila 2-krat, pa moram reči, da ni nujno, da ga obiščeš. Zakaj? Valjda, če imaš ful časa, ok. Če pa ne, pa moraš vedeti, da ti iz Pretorija in Johannesburga zaviješ
v bistvu čisto v drugo smer, ne? Na severovzhod, na mesto na skrajni jug, samo zato, da obiščeš ta park. Je lep, ampak imaš teh parkov še 2-3 na poti kasneje in ni nujno. Tako da mi smo namerno izpustili ta park, ker je res izpoti in bi nam predstavljal 3 do 4, celo 5 dodatnih dni. Tako da mi smo pičili kar proti dol, se pravi nekako proti Port Elizabeth, ker v tem predelu, rečemo, vzhodnem delu obale je najmanj za videti, je samo mesto Durban, ki je lepo je za pogledati, ampak absolutno premalo vredno, da bi samo zaradi te točkice, pri vsem lepem, kar te čaka, potoval po celi tej obali. Se pravi, lahko prečkaš po notranjosti iz Johannesburga kar proti smeri Port Elizabetha. Na tej poti do tja najprej prečkaš pač eno od teh uradnih prestolnic, ki sem jih prej omenila, pač ta Bloemfontein. Pač gre za mesto vrtnic, gre za krasno, mirno, inland, elegantno mesto, nekako v osrčju Južne Afrike. Ima pa ful kolonialne kulture in arhitekture, ogromno cvetočih vrtov, predvsem vrtnic in pa ogromno pač muzejev. Tako da je zelo dobra uvertura, da si ogledaš ta narodni muzej, kjer so dinozavrski fosili, lepa vsa umetnost in cela zgodovina Južne Afrike, ker te nekako dobro pripelje ali pa seznani z vsem, kar bo sledilo. Potem botanični vrt je tam za pogledati, kje so vse te avtohtone rastline, pa potem je tam Naval Hill, odkoder se pa odpre taki čudovit panoramski pogled nad mesto. In tam tudi stoji ta velik kip Nelsona Mandele, pa tudi planetarij za ljubitelje zvezd in je super za otroke. Se pravi, to je super postojanka, tam lahko recimo tudi prespiš, čeprav ni tako daleč, lahko pot tudi nadaljuješ. Potem pa absolutno priporočam še vedno inland na poti do obale ta Graf Reinet. Graf Reinet je pa nekaj, kar prosim ne spustiti, gre pa za eno tako neverjetno geološko tvorbo. Da poenostavim, vsi vemo, kako izgleda Grand Canyon. Gledali smo številne filme ali pa dokumentarce, Grand Canyon v Ameriki poznamo in to je mini Grand Canyon, ki pa je na svoj način še lepši. Gre pač za te navpične pečine, 120 metrov so visoke, neka mešanica, mislim, da vulkanskih pa teh erozivnih vplivov več milijonov let nazaj, ne? In je pač spektakularno, ker v bistvu imaš na vrhu kanjona, kot na eni odsekani mizi, lahko piknik večerjo in gledaš v ta kanjon, v ta sončen zahod ali pa vzhod in je pač neverjetno, boste videli na fotografijah. In potem se že približaš tisti naslednji točki, če zdaj nadaljujeva, še vedno se pomikava proti morju dol, ne, po isti ravni cesti in prideš pa do Ado Elephant National Park, ki je samo vozeč. In če bi morala popotniku priporočati, bi rekla, spusti Krugera in pojdi v Ado Elephant National Park in naj te ime elefant ne zmoti. Gre samo za to, da ko je leta 1931 ta park bil odprt, je imel samo 11 slonov, zdaj jih je pa preko 600. In zato se imenuje Ado Elephant National Park, ampak noter vidiš tudi vse drugo, ne samo elefante, da ne bo kdo mislil. Skratka, gre pa za park, kjer je samo vozeč in to je posebnost, to je boljše kot Kruger. Namreč ti tukaj voziš svoj avto, moraš imeti takega primernega skoraj terenca, zelo te poučijo o nevarnosti izstopanja iz avta in verjami, da vse mine, da bi stopili iz avta, ker pač obrneš glavo za ovinkom, za grmom, pa stoji pred tabo, pred avtom, pač komaj zabremzaš, slon, žirafa, zebra, antilopa, bivol, divje svinje, ogromno ptičev. Skratka, osupljivo, se vidi to zdaj iz teh fotografij pa video, ki jih dodajam. In mislim, da je to res eno najlepših doživetij. Pa še nekaj. Ado Elephant National Park je edini, pazi Manja, edini na celem svetu, kjer živi vseh 7 velikih, pa ne vseh 7 velikih kraljev, ampak vseh 7 velikih živali. To so pa slon, nosorog, lev, bivol, leopard, kit pa veliki morski pes. Ker ta Ado sega do morja že, se razprosteje pač do oceana in to je edini naravni park,
kjer v naravnem okolju živi vseh velikih 7 in je res spektakularen. Ma pa tudi ta nacionalni park, mi smo spali izven, ampak ima tudi kamp, pa bazen, pa restauracijo, pa tako naprej. Pomembno pač je, da tam, ko so označbe, vsakih par kilometrov za ograjo, za trojno ograjo, tam noter greš, pa parkiraš in tam lahko greš lulat, pa malcat, nikakor ne smeš stopiti iz avta nikjer vmes. No, potem pa smo že pri Port Elizabeth, se pravi na morju, ne? Kjer je pa ta Jeffreys Bay znan kraj, predvsem po surfanju, surferskih tekmovanjih, pač taka priljubljena počitniška destinacija, čudovita plaža in tako naprej. Potem smo se pa od tam, in to priporočam, z ladjico odpeljali na ta dva slavna otoka, St. Croix pa Brenton. Ta dva otoka sta pa tako, veš, kot da si nekje, ne vem, na Antarktiki, samo da ni toliko snega oziroma ga sploh ni, tam pa gledaš delfine, tjulne, pingvine. Dobesedno meter iz ladje jih vidiš in je res čudovito. Tako da to je mogoče zelo posebno, ti pingvini, kar v bistvu lahko vidite zdaj na posnetkih, jih dodajam, da vas navdušim nad temi lepimi afriškimi pingvinčki. Ok, mimo teh pingvinov slavnih jaz ne morem kar tako hitro. Ste vedeli, da so pingvini pravzaprav starodavne ptice, ki so se razvile pred približno 65 milijoni let? Čeprav vsakdo misli, da jih najdemo le v mrzlih območjih, so doma tudi tu, saj so se prilagodili vročini in njihovo perje je odličen izolator. A je tako jasna? Spomni se krasnih enih videov z otroki in pingvini, ki si mi jih pošiljala. Pač ti afriški imajo na sebi tako posebno zelo vidno črno črto, ki je ukrivljena na vrhu prsnega koša in na kopnem delujejo ful okorni, v bistvu sladki, ker tako se premikajo, se veš, kot male bebe. Ampak vodi so pa ful spretni, dosežejo celo prek 24 km/h, več kot minuto pa pol lahko so pod vodo, torej zadržijo sapo, pa do skoraj 40 metrov globine lahko grejo. Zanimivo pa je, da ne plavajo z nogicami, ampak, tako vse druge ptice, ne, labodi, pa race pa to, ampak s krili. Njihove krila so v bistvu kot plavuti, živijo kar 10 let, jedo pa majhne ribice, ko so še majhni, okrog 300 gramov na dan, drugače pa tudi do 1 kilo. In no, tu moram povedati, da smo pot pol nadaljevali ravno v zvezi s temi pingvini v Simon Town. Simon Town se pa nahaja na tem zahodnem rtu v Južni Afriki, ki pač je highlight in ga moraš obiskati. Tudi film je bil posnet potem, poimenovanje po tem njihovem guvernerju Simonu. In lahko rečem sam, wow, pač ti črno-beli gospodje in gospodične pingvinčki se ob turkizni barvi oceana pač sprehajajo dobesedno v tvoji nogi in jih lahko opazuješ čisto v naravnem okolju, kako se igrajo, plavajo, hranijo, skrbijo za mladičke in tako naprej. Tako da to mesto je mesto, kamor greš opazovati pingvine dobesedno med tvojimi nogami. Je tudi krasno za lokalno hrano, full restauracij, taki sproščen vibe. Je pa že zelo veliko nezadovoljnih domačinov, ker pač ti pingvini kot eni potepuški kužki hodijo v vse vrtove, dobesedno na predpražnike ljudi, tam kakajo in tako naprej. Ampak, glede na to, da ne živimo tam, jih je vseeno lepo gledati, ne? Res čudovito. No, pol še samo dodam, da smo nadaljevali v mesto Kisne. Ta Kisne je majhno, malo mestece, mislim, da je manj kot 100 000 prebivalcev. In je najbolj znano, ker so tukaj odkrili zlato leta 1878 nekje, se mi zdi. In potem so lovci na bogatstvo iz čist celega sveta prispeli sem in to je bilo, ta kraj je bil razglašen kot prvo zlato polje na celem svetu oziroma v Južni Afriki, da so z celega sveta ljudje na to zlato polje prihajali in seveda so ti ostanki, muzeji, zgodovina in tak še vedno povezani z zlatom. In pa golf je tukaj zelo razširjen, vidiš ta najbolj prestižna golf igrišča povsod, pa Mišelova pivovarna je tukaj, pa fulje gozdov, pa rek, pa ogromno teh pohodniških trekking stvari, ogromno adrenalina, ziplinov in podobno. Potem pa prideš že v bistvu na zaključek svojega potovanja po Južni Afriki, če tako rečem, prideš pa v ta predel, ki mu rečemo vinoroden del.
pač najboljše vino, po mojem okusu, na celem svetu izvira ravno iz Južne Afrike. Najprej greš sicer čez Robertson, pa čez Oudtshoorn, kjer so doma noji. Veliko je tudi konjev, kmetijstva, ampak nojev. Ta Oudtshoorn je pač prestolnica nojev na celem svetu, več kot 60,000 živali je tam in to je bil full highlight za otroke. Šli smo poskusiti nojeva jajca in nojev hamburger, videli te živalce vseh velikosti. Jaša, ker je bil star 3 leta in lahek, se je lahko tudi sedel na noja, sicer tega več ne pustijo za odrasle. Pač lupina zdrži 200 kg, tako trdo je nojevo jajce. Potem smo pa zabluzili ravno v ta mesta, Swellendam, Stellenbosch, Paarl. To so pa taka mesta, veš, ko en Kras ali pa mogoče ta, kaj jaz vem, ne vem, del Italije, v glavnem čudovita mala mesteca, povsod vinska trta, povsod odlična hrana, počasen ritem, pač narava, vino in kultura in je res se čas upočasni. Potem si pa na koncu, potem pa prideš do Cape Towna. Vmes tik pred Cape Townom se splača ustaviti še v Hermanusu. To je bil pa tudi spektakel, zelo poseben, tako da zdaj se malo pripravite, govorim resnico, to bojo video posnetki podprli. V glavnem, Hermanus je pa kraj, kjer se greš potapljati z velikimi belimi morskimi psmi. Potapljaš se v kletki, jaz sem to že sprobala v preteklosti, zelo je adrenalinsko. Kite opazuješ tukaj kar iz klifov, jih vidiš vse, tam nekje na začetku junija se kiti že vidijo pa vse do decembra. Ampak prav vsem smo šli ravno zaradi potapljanja z morskimi psmi. Se pravi, najprej imaš uvodno predavanje, teorijo na suhem pred kletko, stopiš v kletko na suhem, da sprobaš dihalke, pač za dihanje pod vodo in vse to. Ko ti vse naučijo, razložijo, se pa posneš na ladjo, se pelješ kar daleč na odprto morje in potem te v bistvu spustijo cirka 3 metre pod vodo v tej kletki in z metanjem ostankov mrtvih rib potem privlačijo te največje šarke čisto ob tebe, ki dobesedno se dotikajo in zaletavajo v to kletko, res adrenalinsko. Drugače ti šarki plavajo predvsem v vodah 12 do 20 stopinj, zato je ponavadi največ napadov v tej Južni Afriki, ker je voda vedno hladna. Grejo tudi do 1300 metrov globoko, radi imajo tjulne, morske leve, delfine, pa razne te velike ribe, kostnice. Plen zaznajo pač s svojim dobrim vonjem, pa sluhom, pa seveda vidom, pa vedno napadajo iz zasede. Tako da zame še vedno velja, da bi mi bila najhujša smrt, ugriz morskega psa, grozno. In moram reči, da je bil adrenalin tam res na vrhuncu. Naredi se pa rezervacijo preko White Shark Diving Company, ki je specializirana za te ekskluzivne pustolovske izlete v Južni Afriki in je tudi edino podjetje za potapljanje z morskimi psmi. Tako da ima zelo omejeno kapaciteto in se to splača rezervirati daleč naprej, če imaš samo določen dan, ko imaš čas iti. Kakšne so pa kaj cene tukaj? So te stvari drage in predvsem glede na to, da je toliko enega premikanja, kaj se zgodi, če recimo kdo zboli ali pa ne uspeš ujeti rezervacije za naprej? Konkretno ta izlet je najdražji od vseh, da si našla res, da bom dala vtis, da je ta Južna Afrika draga, ker ni. Ampak to potapljanje je pa nekaj čez 200 evrov na osebo. Super je, če ravno zato, ko si rekla, da se ti kaj zamakne na cesti, ne vem, zastoji, karkoli nesreča, prazna guma in kdo zboli, prideš kasneje do cilja, kot bi mogel in takrat se že ta izlet zaključi brez tebe. Tako da je zelo super, če te razne vstopnice, takšna adrenalinska doživetja, dražje stvari, razne koncerte recimo ali pa večje prireditve tudi zavaruješ. Recimo zavarovalnica Triglav nudi krasen paket odpovedi turističnih potovanj, kjer lahko zavaruješ in naprej plačane nastanitve, in prevoze, in rentakarje, spravi razne vstopnine, vstopnice, prireditve, doživetja in tudi to potapljanje z morskimi kužki pride v poštev, tako da v primeru odpovedi udeležbe ti zavarovalnica potem krije stroške tega, kar si vplačal. Tako da to absolutno pač priporočam, ker lahko se na taki poti seveda kaj zgodi.
Noro, dobro, predvsem pa zelo zanimivo doživetje. Nisem vedela tega. Okay, kam ste pa vi potem nadaljevali svojo pot? Ja, se pravi, tu smo zdaj že zelo blizu Cape Towna, tako da smo pot nadaljevali do Rta dobrega upanja. Tu se ljudje zelo motijo, ne? To ni najbolj južni del Afrike, kot je pogosto napačno interpretirano. Je pa tudi iz tega Rta dobrega upanja pač enkraten pogled, ponuja res tak dih jemajoč razgled in je vredno to obiskati, čeprav to ni najbolj južna točka Afrike. Okay, kaj pa je potem najbolj južna točka? Ja, vsi mislijo, da je ta rt, ampak ni. Cape Agulhas. Cape Agulhas je najbolj južna točka, tam stoji en svetilnik in taka označevalna točka, kjer se v bistvu srečata Atlantski pa Indijski ocean. Tako da to je tista najbolj južna točka, Cape Agulhas. Drugače pa je ta Rt dobre nade za pogledati tudi z žičnico, gor pelje pač žičnica in pod tem visokim klifom se razprostirajo take čudovite peščene plaže, ki so nebeško lepe in se splača pogledati pač oboje. Nato smo pa pot nadaljevali v Cape Town, na to znano Table Mountain oziroma mizasto goro, ker ima pač tako obliko, kot da je miza, ne? Ima ravn vrh na vrhu, gori prodajajo 1,000,001 spominek, nudi pa pač čudovit razgled na celo mesto, na oddaljeno morje in tako naprej. Tako da je res nekaj posebnega. Cape Town je meni najlepše mesto v Južnoafriški republiki, ima preko 3,5 milijona prebivalcev. Pač leta 2014, 2016 pa še kasneje mu je pripadel ta laskavi naziv najbolj turistične destinacije na svetu. Na eni strani gleda pač na ocean, na drugi strani pa na te res take unikatne oblike gor, ne? Zemlja okrog Cape Towna je noro rodovitna, ker tak vse buhti, pa živi, pa je polno barov od rož do sadja, zelenjave, pač noro. Trte se vidijo na hribčkih, res je lepo. Mesto ima take moderne zgradbe, ampak se vseeno mešajo s temi starimi viktorijanskimi, pa taki, ne vem, kolonialen, holandski stil, se meni zdi. Hrana je noro dobra, pač nora hrana, restauracije, da se ti zmeša, ful je za ogledovati, muzejev, spominkov kupovati, enega utripa, veš, tako da si, ne vem, sredi New Yorka, ful je live, ful je zanimivo, je pa res, da tudi ko greš ven iz mesta, malo zna pa biti zelo nevarno. Tako da jaz sem zdaj, mislim, da nekako v eni sapi na hitro povedala, kaj so highlighti in kot še enkrat povem, vsi so zbrani, 90% jih je na tej eni cesti ob obali in to sploh ni težko načrtovati. Tako da upam, da sem zdaj povzela na kratko vse manje. Ja, res veliko informacij, ampak vse je tudi res velika dežela. Potem pa ste pot nadaljevali še naprej po Južnoafriški republiki, vse do meje z Namibijo in potem še naprej. Je tako? Ja, se pravi, mi smo potem v Cape Townu oddali ta naš kombi rentakar, ne? Normalen pač avto, in prevzeli Jeep Nissan Patrol, vso to kemping opremo, kar sem že omenjala, strešni šotori, zložljiva miza, pač 7 stolov, baterijske luči, plinska jeklenka, kuhalna plošča, sekira, lopata, pa 40-litrski, ne vem, koliko je že bil, 12-voltni kompresorski hladilnik, zmrzovalnik, kotliček, posode za kuhanje, pač vse to. Na strehi sta torej bila ta 2 šotora, blazine in tako naprej in potem smo prestopili mejo z Namibijo. To je bilo še približno 10 ur vožnje iz Cape Towna gor, ne? Smo še 2krat prespali v Južnoafriški republiki, preden smo prestopili pač mejo in potem se je začel pač čisto drugi tip potovanja, taki bolj divji afriški. Ok, kaj pa recimo prenočišča? Prenočišča v Južnoafriški republiki so 1A, super in luksuzna, v glavnem daleč najbolj super poceni je bivati v penzionih oziroma guest house. To so ponavadi deli hiše, prizidki ali pa spodnje nadstropje hiš, kjer ljudje bivajo in ta delček namenijo turizmu. Skoraj vedno se sprejmejo domačini, torej to ni tako komercialno, da bi to drugi oddali, neki zaposleni, ampak sami ljudje, ki tam živijo, kar je top priložnost za klepet z njimi, svašta zveš. Skoraj vedno je vključen zajtrk, ki ti ga pripravijo oni,
pač vprašajo te, kaj bi za zajtrk, marmelado, ali bi čaj, ali bi mleko, ali bi kakao, ali bi jajčka, ali bi to, ali bi ono, mislim, noro dobro. Ceste so povsod krasne, povsod so ograje, da živali ne skačejo na cesto, tako da fantastično. In jaz pač rečem, nujno spad v guest housih, ker je pač to super in premikajte se z lastnim avtom. Recimo, jaz sem pogledala danes zjutraj, naš strošek spanja za 33 dni je bil 2200 evrov, se pravi 420 evrov na osebo. Spanje za 33 dni v guest housih z vključenim bogatim zajtrkom. Tako da, absolutno guest house in spanje je to. Kaj pa cene na splošno? Južna Afrika je bila in še vedno je bistveno cenejša od Slovenije, vztrajam pač je, nočitve so ugodnejše kot v Evropi. Največji strošek je pač letalska karta, pa rentakar, v našem primeru zaradi števila potnikov, ker smo mogli imeti pač res ogromen kombi, ne? Največji strošek je torej to in pa vsa zavarovanja, tehnike snemalne, ki smo imeli s sabo, pa zdravstvena zavarovanja, pa zaradi korone, vsa ta pač naši testi za koronavirus. Ampak še enkrat, Južna Afrika je ugodna destinacija, zelo preseneti z nizkimi cenami, tako da absolutno je ugodna. Spada med ugodnejše nivoja Tajske ali celo nižje. Ok, in seveda ne moreva mimo mojega stalnega vprašanja. Kaj pa varnost? Tu se bi pa zlagala, če bi rekla, da je izjemno varna. Sigurno je med vsemi državami, ki sem jih prej omenila, najbolj varna, ampak kriminal je zelo vidno skoncentriran v Johannesburgu in v Cape Townu. Najbolj v Johannesburgu, tam pač, če se da, se ga izogneš iz letališča direkt naprej, nimate tam kaj šetati pa se sprehajati, sploh ne po noči. Pač kriminal je prisotno, ogromno je beračev, ko se voziš na semaforjih, na križiščih, zelo silijo vate in skušajo ti oprati okno, prodati časopis, zganjajo neke akrobacijske točke in potem hočejo dobiti kovanec. Ko greš v te kraje, moraš upoštevati nekaj teh previdnostnih ukrepov, ne? Preventivnih, se pravi, nikoli se ne ustaviš na rdeči luči tik za drugim avtomobilom pred tabo, ampak bremzaš prej in si pustiš 2 metra. Da, če se ti približa kdo čuden, se počutiš ogroženega, lahko spelješ pred avtom, ki je pred tabo. Potem ne hodiš zvečer naokrog, ne hodiš neke temačne, samotne ulice, kjer vidiš, da ni ljudi. Spremljaš, kaj pravi TripAdvisor, Lonely Planet, katera področja, regije ali pa celi firtli so nevarni in tja ne greš. Vedno med vožnjo imaš zaklenjena vrata, imaš zaprta okna, ampak še enkrat, da ne bom koga prestrašila, to velja izključno v teh velikih mestih. Cela obala, se pravi vsaj 1500 od teh 2000 km se pa lahko na široko odpreš okna, paziš, da ti kakšna žirafa not ne pogleda, ampak hočem povedati, tam je pa narava, ni ljudi, ni mest, ni nikogar in tam seveda se tega ne rabiš bati. Cape Town, Durban, Port Elizabeth in pa predvsem Johannesburg so pa mesta, kjer so nevarna in tam na rdeči luči, če se da, zvečer se ne ustavljaš, ampak pelješ naprej. Ne sme ti zmanjkati goriva, mi smo vedno imeli dodaten kanister v avtu, ne? Pač torbice ne puščaš v avtu, telefonov ne puščaš v avtu, nimaš nakita, nimaš nekih vidnih brandov in se ne šopiriš, ker pač res lahko zelo tvegaš. Dobeni restauraciji ne puščaš na mizi nič, ne torbice, ne telefona, nič. Se pravi, še enkrat, Živa se je na letališču obrnila, pa je šel iPhone iz WC-ja v sekundi, ne? In ga nismo nikoli več dobili. Tako da, zdrava pamet pa mislim, da je ok. Ok, kako bi povzela celotno popotovanje? Kakšen vtis recimo pusti na popotnika Južnoafriška republika? Kaj sploh dejansko ponuja takšnega? Ja, pač v ta del sveta ne greš zaradi muzejev pa galerij, ne? Greš zaradi znamenitosti v naravi, pač živalski svet. Vse to, kar vidiš v bistvu na cestah, tako se pri nas prehajajo psi pa mačke, so tam opice, noji, pingvini, pač vse živo, ne? In ko se pelješ in opazuješ te črede zeber, slonov, antilop, to je pač ta spektakel. Država drugače ponuja veliko adrenalinskih doživetij,
Se pravi, kot sem omenila, zipline, potapljanje z morskimi kužki, jadralno padalstvo, vožnja s kajaki, plezanje, supanje, surfanje, ogromno je tega. Ima več kot 300 sončnih dni, tako da je zelo outdoor destinacija. Pač teh dobrih 2800 km, koliko je res cela obala, ne? Če greš od začetka do konca, ali pa teh 2000, ki smo jih prevozili mi, je pač dih jemajoča narava, pač razgledi od teh surovih peščenih, zlatopeščenih plaž do tropskih zalivov ob Indijskem oceanu. Pač pokrajina se ves čas dramatično spreminja, tudi sončni vzhodi in zahodi so taki spektakularni. Potem opazuješ te gorske verige, vinogradne doline, bujne gozdove, savane. Pač idealno za fotografe, pohodnike, ljubitelje narave, pač res 1A. Ne znam opisati, morate skozi slike doživeti to, kako zelo lepo je. Kaj pa hrana? Hrana je zelo poceni, dejansko njihova pač ta gastronomija je sestavljena nekako iz vseh koncev sveta, nimajo neke lastne avtohtone kuhinje. Na vrhu jedilnikov je skoraj vedno meso, pripravljeno na 1000 način, sušeno, pečeno, kuhano, začinjeno in tako naprej. Meso je veliko cenejše kot pri nas, tudi zaradi tega, ker je veliko teh pašnikov, ogromno se predeluje govedi, ne. Potem jejo tudi nojevo meso, pa gnu, pa kudu, pa krokodila, veliko različnih vrst mesa najdeš in tudi teh sušenih prigrizkov, kot čips, lahko noja ješ ali karkoli. Potem ogromno je logično morske hrane, ker je pač ob morju, ogromno je dobrega vina, odličnega vina, poceni vina, nekaj tropskega sadja, manga, banan, oreščkov, ogromno zelenjave in pa tudi ogromno mlečnih izdelkov in sirov, posledično, ker je toliko pač pašnikov in kravic, ne. Tako da hrana ni neka avtohtona, ampak je zelo dobra, pa predvsem ljubitelji mesa in vina bodo prišli na svoj račun. Kaj pa, če te vprašam, oziroma kaj bi izpostavila, če te vprašam, zakaj je Južnoafriška republika res top? Zato, ker je prvič ful cenejša od Slovenije, ziher 30 do 40%, ker je družinam prijazna destinacija, ker se lahko povsod ustaviš, uporabljaš WC, se stuširaš, ogromno kapacitet za poceni dobra spanja, potem ponuja eno tako skoncentrirano drugačnost, unikatno pokrajino, odlično hrano, ful spektakularno naravo, adrenalinska doživetja, ker je v istem časovnem pasu kot Slovenija, tako da nimaš pač jetlaga, je varna v smislu bolezni, ne rabiš cepljen pa antimalarikov, ker je idealno vreme ravno v času, ko so v Sloveniji poletne počitnice in lahko otroci grejo za dlje časa zraven. Kaj še naj rečem? Ker je vseeno kulturni šok, kar veš, da imam jaz rada, je drug jezik, je drug stil oblačenja, druga barva kože, tiste kitke, druga frizura, druga glasba, drug temperament, pač vseeno šokira, ampak pozitivno, ker vseeno z jezikom nimaš težav, ker je angleščina eden od uradnih jezikov, ker je vožnja z lastnim prevoznim sredstvom najbolj super način, najbolj pameten, najbolj ugoden, ceste so krasno urejene. Kaj še mogoče? Zdravstvo je zelo dobro urejeno, pač zelo na visokem nivoju, mogoče celo višjem kot pri nas. Zasebne bolnišnice so v vseh večjih mestecih. Pač tukaj naj opozorim, da ne pozabite vedno skleniti turističnega zavarovanja. Mi ga imamo pri zavarovalnici Triglav, pač celoletnega, ker pač brez tega ni za riskirati. Zasebne klinike v Južnoafriški republiki so najboljše, pozdravijo in se ukvarjajo z vsemi vrstami težav, bolezni in poškodb, ampak so tudi namenjene belcem in so posledično zelo drage, tako da brez zavarovanja vsekakor nikamor. In to so mogoče razlogi, zakaj v Južna Afrika. Veš, kaj sem te še pozabila vprašati? Kaj pa plavanje? Misliš med morskimi kužki, a ne? Pač kar se tiče morja, ta dežela pač niso Karibi, ni destinacija za namakanje in plavanje. Med našim potovanjem je bila temperatura morja med 15 in 17 stopinj, tako da veš, da to je brr. Bolj, ko se pomikaš proti vzhodu, bliže si Indijskemu oceanu, kjer je malo topleje, ampak še vedno to ni Karibsko morje, ne?
Veliko je tudi močnih tokov in valov, predvsem pa je res prisoten strah pred temi velikimi ribicami, ki te lahko popapcajo. Tako da v Južno Afriko ne greš plavati, grejo surfati ljudje, grejo kajtati, ni pa destinacija za otroke, pa obroček, pa rokavčke, pa se malo vozijo po 15 stopinjah. Tako da tja ne id za kopanje. Okay. Res si nam dala veliko informacij in verjamem, da bi lahko še in še klepetali in naštevali razne stvari, ampak daj vas je reči še kaj moči prihraniti za naslednjič. Morda lahko tokrat izjemoma, prosim, razkriješ, kam bomo potovali naslednjič, če res lepo prosimo? Okay. Jaz mislim, da bomo potovali nekam v sveže destinacije, ki jih bomo mi obiskali v naslednjih nekaj mesecih. Se pravi, da bom lahko spet delila nekaj najbolj svežega. Zdaj pa ne vem, ali bi šli enkrat za spremembo v Evropo, pa bi prepotovali skupaj Veliko Britanijo, kamor grem julija, ali bi prihranili oktobrsko zelo široko potovanje po Peruju mogoče, ali bi bolj počakali na Filipine, ali ne vem, Japonsko, Korejo. Nekaj od teh, ki sledijo, bom prihranila za naslednjič, ampak najverjetneje pa kar oktobrski Peru, ker se mi zdi, da je pač poseben in zelo vreden pogleda oziroma delitve vtisov z vami. Ja, super, potem pa se vidimo nekje med lamami pa višinsko boleznijo. Tako nekako. Upam, da nas ta višinska bolezen ne bo res prizadela, ker nas to prvič res iskreno skrbi. Že v Kolumbiji je Miha imel kar nekaj problemov z višinsko boleznijo, tukaj se pa dvignemo v bistvu nad 4500 metrov v določenih trenutkih in to zna biti zelo problematično. Ja, to je kar veliko, ja. Jasna, hvala, ker si nas ponovno super zabavala, želim ti srečno pot nazaj v Slovenijo, upam, da se kmalu tudi vidiva in pa mi se vidimo kmalu v novem popotniškem druženju. Res je, Manja, hvala tebi in pozdrav vsem, upam, da ste uživali in ne pozabite, svet je res lep, tako da pogumno korakajte po njem. Nasvidenje! Čau!